Turistična atrakcija, še bolj kot to pa mobilnostna rešitev. Vse to naj bi bil nov stolp, ki ga bo, kot kaže, Koper vendarle dobil. S tem podpisom je občina preskočila morda največjo oviro, lastništvo zemljišča, kjer bo stolp postavljen. Postopek je trajal dobra 3 leta, predvsem zato, ker pač tudi Dars kot gospodarska družba ne more samo prenesti na državo svoje premoženje. Dars državi, država pa občini. Tako je tekel prenos približno 1,2 milijona evrov vrednega zemljišča, zato se je vse skupaj precej zavleklo. Ker je vseeno treba narediti oceno, tudi če občini za regionalni razvoj država to zemljišče da, in tukaj gre za brezplačni prenos. Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja so tako izpolnjeni, a za uspešno črpanje evropskih sredstev bodo morali v Kopru vseeno zelo pohiteti. Prenos parcele je izjemen korak, ki nas približuje temu cilju.